Kot svojega dojenčka povohaš, kakšen koktajl hormonov se mami sprosti, tako narava ve. Jaz si želim obuditi to eno prvinsko naravo v sebi, jaz si želim biti ta prvinska mama. Briga me, kaj si svet misli. Agata, pozdravljena. Živa. Mi je bilo težko odraščati kot deklica in sem si večkrat želela, da bi bila fant. Zakaj je lepo biti ženska? Ženska se mi zdi neka ustvarjalna energija, ustvarja veličino, nekaj presežnega. Zakaj smo ženske tako izčrpane pa tudi izpraznjene? Predvsem odnosi, okolja, kjer bi bile res videne, sprejete. Vidim pa recimo kakšne podcaste. Se mi zdi, da smo ženske začele izgubljati svoje dostojanstvo, ker se cele razgalimo pred ljudmi. Čisto vse v svoji intimi, brez zadržkov. Kako naj ženska obdrži svoje dostojanstvo? Jaz mislim, da je sram v redu zaščiti naša ranljiva področja, da nam ohranja dostojanstvo. To, kar pa jaz zdaj opažam, ženske, ki so za moje pojme mogle doživeti neko zlorabo, enkrat jim je bilo krateno to njihovo dostojanstvo in zdaj, namesto da bi šle v proces ozdravljenja, grejo v to, da to normalizirajo. Kako mladim povedati, da že mladi ne zgubijo tega občutka za dostojanstvo? Zdaj smo ful upanje za mlade. Jaz mislim, da bojo mladi obrnili kompas. Dobrodošli v oddaji Sveta strast. Tokrat je z nami Agata Hren, žena, mama, neofertility svetovalka in še mnogo več. Vabljeni k poslušanju. Če vam je oddaja všeč, če nas želite podpreti, nas všečkajte, se naročite na naš kanal in delite naše objave. Zdaj gremo pa kar na pogovor. Agata, pozdravljena. Živa. Lepo, da te vidimo v našem studiu ponovno. Po dveh letih. Po mojem 3. 3, tako. Malo v drugačni luči te bomo spoznali kot takrat, tako da za tiste, ki še niso takrat poslušali tiste oddaje, kar si jo lahko pogledate za nazaj. Malo povej o sebi, kdo si, kaj delaš, kaj so tvoje veselja? Z veseljem. Sem Agata. Sem na prvem mestu žena, pa mama 4 otrok. Zdaj poročena sem že 13 let pa pol. Pa mama 12 let, tako da najstarejši 12, najmlajši dobri 2 leti. Tako da trenutno se nekako vrtim okrog tega družinskega kroga oziroma izkušam te radosti pa izzive večje družine. Ampak vedno imam pa v bistvu pred očmi tudi neko svoje osebno poslanstvo, neka svoje zanimanja, svoje raziskovanje in to je tudi tisto, kar me tako izjemno veseli. Kaj pa raziskujem? Že kar nekaj časa me veselijo ženske teme, no. Tako da neko vprašanje ženske identitete, kaj ženska je, in tudi kako v bistvu najbolj v polnosti to ženstvenost živeti. Zelo me spodbujajo pri tem razmišljanju, recimo kakšne te aktualne teme, potem ene ženske rane, ki jih današnja družba tudi izkazuje. Pa v bistvu vse to si želim tako kaj pogledati vse to si želim pogledati tudi iz drugačnega pogleda, no, ne samo tako, kakšen je bil pa, ne vem, izvirni načrt za nas, recimo, ali pa kje se pa pol najbolj izpolnjene počutimo, no, tako da eno veliko veselje mi je pol tudi pisanje, za katerega je mogoče zdaj malo časa, ampak si res sem tako, da lahko tisto svoje misli, svoje razmišljanja ubesedam, to mi da res eno tako veselje, No, ko si rekla, da raziskuješ ženstvenost, pa kaj je to ženska, kaj je za tebe ženska? Zdajle, kje si prišla s tem raziskovanjem, do kje si prišla, no? To mi je tako, vedno mi je izzivalno vprašanje, ker se mi zdi, da se tudi zmeraj spreminja. Saj zato me zanima, Ja.
Ampak kaj zame ženska? Torej, ženska je neko presečišče te božje podobe, ki jo je Bog izrazil na prav poseben način z duhom in telesom, a ne. Tako da ženska se mi zdi neka ustvarjalna energija, neka taka zelo močna sila, ki v bistvu ustvarja življenje. Tako jaz vidim žensko kot nekaj, kar se s tem, da se daruje, ustvarja veličino, ustvarja nekaj presežnega. Ja, lahko je to materinstvo, ampak lahko je pa tudi še marsikaj drugega. Vse ženske smo itak poklicane k materinstvu, kljub temu, da mogoče nimamo ali pa nimajo dejansko bioloških otrok, ampak to materinstvo v tej skrbi za druge lahko najdemo svoje mesto darovanja, da ustvarjamo novo življenje, a ne. Ja, novo življenje spet, a ne. Na toliko različnih načinov, ke lahko služimo sočloveku ali pa svetu nasploh. Tako da, ja, nikoli nisem doživljala ženske kot nekega ženskega stereotipa. Se mi zdi, da je to izjemno močna ženska, izjemno močna sila, ki ne rabi biti zreducirana zgolj na neko nežnost in milino in tako neko, ne vem, deklico v obleki in tako, a ne, zelo je tako čuten kot tako bojevniško naravo, tudi ke se mi zdi, da je za žensko izjemno pomembna. Ivana Orleanska. Ja, to bi bile moje naslednje besede, moja najljubša svetnica je Ivana Orleanska, ja. Ja. Pogumna. Ja, pogumna glih v tem, ona je izjemno vedela, kaj je njeno poslanstvo, a ne. Ke so ji rekli, ona je vodila vojsko, kljub temu, da nikoli ni bila še v vojni, a ne. In ona je rekla, Bog me je izbral, a ne. Ona je tako močno čutila ta božji glas, da njej ni bilo, ni bila ziher, a ne, saj ne vem. Ne, ona je rekla, Bog me je izbral, jaz vem, in je šla, a ne. In je povedala na glas tistim vsem veljakom, ne. Najbrž ni bila neka ful uglajena, ampak je upala povedati, ne. Ja, ampak to je predvsem to, da je ona bila tako, toliko je bila prepuščena božji volji, da se je lahko njena resnična narava, njeno resnično poslanstvo izkazalo skozi njo, a ne. Tako se mi zdi, da takrat, ko delujemo v sklopu božje volje za nas, takrat se res izrazi ta moč. Edinstvena, unikatna moč, a ne, s katero smo bile ustvarjene. Drugo vprašanje, itak podobno, ampak zakaj je lepo biti ženska? Jaz recimo vem, da mi je bilo težko odraščati kot deklica. Imela sem 2 starejša brata, nisem imela nekega vzora. In sem si večkrat želela, da bi bila fant. Ja. Zakaj je lepo biti ženska? Se mi zdi, da je to ena taka kar normalna izkušnja marsikaterega dekleta, a ne, ke odrašča. Ki je v bistvu, ko se v tistem obdobju res nekako, se mi zdi, pokažejo tisti, koliko je na neki način enostavno, saj ne pravim, da je enostavno, sploh ne biti moški, a ne. Ampak na neki način je pa vsaj v tistem obdobju tako izgleda. In eno to lepoto ženskosti, je pa ni lepo jo raziskovati počasi odkrivati, pa res tako utelešati to veselje, kaj dejansko nam to prinaša, ne. Pa je to lahko v tem,
nekem materinstvu, ki nam je dano, v tej skrbi, v tej povezanosti s tem majčkenim otročičkom, ki nam je dan v naše naročje, da ga prav na poseben način imamo radi, da prav na poseben način zanj kot ženske skrbimo, da ga lahko dojimo. Ta čudovita vez v bistvu med tem, ki ne moramo govoriti o dveh, a ne, v tistem prvem začetku ne moramo govoriti o dveh osebah, ampak je dojenček toliko stkan s tabo, da je v bistvu to nekaj res, kar nas čisto presega, a ne, ka se tako močno izliva, se mi zdi Bog lahko skozi s to podobo, a ne, mame z dojenčkom v tej skrbi. To je ena stvar, a ne. Potem tudi neka ta spremenljivost ženskega cikla se mi zdi, da je tako veliko darilo, ker ženske, ki zmorejo to sprejeti, neka ta oba pola, ki jih ženska cikličnost prinese, a ne, z nekim svetom, nekim življenjem v zunanjem svetu, pa hkrati potem tem sprejemanjem šibkosti in ranljivosti v ta umik v notranji svet, a ne, ki se tako lepo ciklično izmenjuje. Kako v bistvu to tako skrbi za to, da res rastemo v obe smeri, da rastemo v korenine in hkrati se razvijamo v zunanjem svetu, a ne. In s tem, ko prideš do ene take, ko srečaš eno tako žensko, ki res skrbi za oboje, se te nekaj dotakne, se mi zdi, začutiš to, ko ne znaš čisto opisati, ampak čutiš, ta ženska pa nekaj ima, a ne. In to je ta ukoreninjenost v tej svoji, sprejetje te svoje identitete, da ve, kdo je, da lahko res potem da najboljši sad, a ne, da res lepo, da tudi njena zunanja podoba nekako to izžareva, to neko skladnost, ja. Zdaj bi se vrnila na tisto, kar si rekla, da ko se dojenček rodi, težko govorimo o dveh, ampak je to, kot da sva zlita v eno. Jaz, ko gledam ali pa poslušam malo mame, se mi zdi, da ne čutijo več se mame tega. Ampak imam občutek, da ne vem, ali imajo napačne predstave, ali pa da jih svet sili v to, čim prej moraš biti ti nazaj ti, čim prej mora otrok sam spati, čim prej moraš, ne vem, svoje življenje naprej furati, se nazaj v svojo formo vrniti. Kako recimo v takem svetu, ki te sili, samo gremo nazaj ali pa gremo naprej, mislim nazaj v tiste stare tirnice ali pa naprej v življenje, kako se umiriti, evo jaz bom zdaj tudi kmalu rodila, kako se umiriti pa biti res to eno z dojenčkom. Sploh recimo ti zdaj že imaš tudi izkušnjo, ko imaš 4 otroke, te že 3 tam čakajo, pa mož te čaka, kako biti eno z tistim pol, ali s prvim, ali pa s 4, no tako. Mislim, da se je treba umiriti v občutkih tega, da res si dovoliš izkušati tisto, kar tvoje telo itak po mojem naravno naredi, a ne. Da te v bistvu takrat te ustavi, te pač recimo, zdaj govorim tako malo po porodu, a ne. In ostajati v nekem tem mehurčku, mogoče na začetku tudi zavestno, a ne. Da zavestno se skrbimo za to navezavo, da dovolimo enim čisto biološkim mehanizmom, da nas povežejo, a ne. Ni to nekaj samo tako duhovnega, a ne, ampak že kot svojega dojenčka povohaš, a ne, kakšen koktejl hormonov se mami sprosti. To je ena taka navezava, ki je naravna, a ne. Zdaj pa, koliko smo pa programirane, da bomo to hotele prepisati ali pa utišati ali pa ne dovoliti, da se izrazi.
Ja, je pa odvisno, ne, kako se bo vse to potem odvilo. Tako da mislim, da takrat takoj po porodu ta prvega, mislim, midva sta bila blagoslovljena z eno tako patronažno sestro, ja, res je bila legenda in je tudi priporočila en dokumentarni film, Babies je bil naslov, kjer v bistvu ta narator, ali kako se reče, ni izrekel nobene besede skoraj, ampak so bili samo formati, prikazi 4 različnih kultur. Ena mongolska, ena iz afriškega plemena, ZDA pa Tokio. In ti si samo gledal, a ne? In si opazoval in mene je to takrat tako, torej brez besed, me je res nagovorilo o tem, kaj je smisel, a ne? En kader je bil, a ne, mislim, da tista družina iz Tokija, dojenček v sobi polni igrač, kako se vrže na tla in vrešči, a ne? In potem pa iz unga afriškega plemena, kjer je bila v bistvu mama ves čas prisotna, ampak ni bila hiperfokusirana ves čas na otroka, otrok je bil pa z njo, a ne? V neki uni preprostosti, kako so oni otroci tam lizali kamne, pa en drugega nosili. In mene je bilo ono to, okej, tako narava ve, a ne? Narava ve. Jaz si želim obuditi to eno prvinsko naravo v sebi, jaz si želim biti ta prvinska mama, ki je uglašena na svojega otroka. In to mi je bilo tako takrat, okej, jaz grem full force, to grem naprej, briga me, a ne, kaj si svet misli. Ful mi je bilo dobro, da so z Gašperjem bila zelo na isti valovni, kar se tega tiče. In jaz sem kdaj, recimo že prej, še preden sem imela otroke, sem kdaj opažala, koliko so si kakšne mamice, nove mamice, kakšne tete privoščile, a ne, pa jih tako neki dajale na svete, ki lahko, da so bili dobro namirni, ampak jih je ona mamica doživela pač veliko drugega, mislim, kaj prej torej jih je doživela lahko kot nekaj, kar jo je obremenil, zasekirali in tako, a ne. In jaz sem rekla, jaz pa tega ne bom dovolila, in ker je bil Gašper tako, on je bil pa še kar bolj, kako naj rečem, tako, ko on se nad nekim konceptom navduši, je kot traktor, kot vlak, gre naprej in po mojem sva bila midva toliko močen tim v vseh teh prepričanjih, da si želiva negovati eno to modrost narave v tem zgodnjem otroštvu, da si naju noben ni upal nekaj preveč v naju drezati. Postavljati na ne prave tire. Tako, ja, a ne, tako da, če je kdorkoli imel težave s tem, da je otrok spal, da otrok spi zraven naju, mu je bilo zelo hitro žal. Tako da, jaz nikoli nisem imela zaradi tega tudi kakršnih koli težav z okolico, no. Tako da, plus sej tudi sami zgledi vlečejo in ne rečem, da je to, da sem to jaz izoblikovala iz svoje, sama od sebe, ne, ampak sem imela to srečo in ta blagoslov, da sem že, ne vem, iz svoje družine nekaj tega prenesla, ne. Tako da, ja. No, recimo, to je bil prvi otrok. Kaj pa pol drugi, tretji, četrti, kako si pol vzeti res tisto, da se midva z dojenčkem poveževa? Ker sem recimo to izkušnjo opažam recimo na začetku nosečnosti, pa na koncu nosečnosti ostale otroke malo odrinem od sebe in jih tudi, v bistvu sem ful bolj zahtevna do njih. Tako kot da mi nekaj noter govori, zdaj bojo mogli biti pa bolj samostojni, ti ne boš zdaj zmogla več, ne, in res se mi zdi, da takrat sem tako čisto v enem posebnem stanju, kar se tiče tudi odnosa do ostalih otrok.
mogoče s tem delam prostor, da pol, ko pride dojenček, bom res samo za dojenčka tam, čeprav itak, da ne bom, ne, seveda bom še druge otroke tudi videla, pa jih opazila, pa bila z njimi, ne. Koliko pol to res, ta izziv, ne, povezati se z dojenčkom, pa še zmeri biti mama ostalim, no. Jaz mislim, da se to absolutno ne izključuje, a ne, če bi, jaz zelo zaupam, da je narava pametnejša od nas in v naravi je zmeri več otrok, a ne samo eden, to je, jaz mislim, velika patologija lahko sodobne družbe, samo v družbe, ki je recimo zavestno usmerjena v manjše število otrok, ne. Se mi zdi, da ni, da je nekaj v tem, da je otrok več, da je tudi fokus razdeljen, a ne, med več otrok, da je to zdravo za otroke. In tudi se mi zdi, da ni mislim, da neko, ne smemo imeti v glavi samo to, da se moraš, da to povezovanje poteka v nekih popolnih razmerah, kjer ti, ne vem, skozi je sonce pa ptički okrog pojejo, a ne. Ampak to, da imaš ti otroka ves čas pri sebi, je že del tega, bi rekla, a ne. Da dovoliš, da ne motaš enega tega biološkega procesa navezovanja, ki teče. Zaradi tega se mi zdi tako, da mislim, nosilke se meni zdijo super, ko imaš, a veš, dojenčka imaš lahko skozi pri sebi in hkrati delaš druge stvari, da si tam še za druge otroke, a ne. Zdaj v čist tem ta zgodnjem obdobju po porodu se mi zdi, da je fajn, da se nekako, da se naredi en tak mehurček, se mi zdi, da če imaš majčkeno kooperativnega moža, se to da, a ne, in tudi, da otroci razumejo, da je takrat mama, da ni enako kot prej, a ne, da se otroke že prej na to pripravlja. Jaz nikoli nisem imela izkušnja ljubosumja starejših otrok, a ne. Eno je, da je mogoče to, da sem vse pol rodila doma, pa so bili zraven, da ni bilo enega tega, da bi mama potem odšla v porodnišnico, da je kar ne bi bilo in nazaj prišla z dojenčkom. Ampak tudi, da sem v bistvu takrat smo se vsi zelo veselili tistega dojenčka. Tega dojenčka so vsi razumeli kot neko darilo, a ne, za njih. Tako da, ja, se mi zdi, da je to en tak prehoden trenutek za celo družino, in da se v bistvu lahko v bistvu v tistem obdobju tudi ostali navežejo, a ne, na tega novega dojenčka, da je prostor tudi za to, a ne, da ni sam on zame, a ne, čeprav, ja, a ne, valjda to najbolj tako naravno steče, ampak da se tudi lahko ostali družinski člani ga spoznajo, ga sprejmejo, tako, ja. Jaz tako malo ne spremljam glih veliko, ampak vidim pa recimo kakšne podcaste, ki govorijo ženske, ali pa če gledaš reklame. Se mi zdi, da smo ženske začele izgubljati svoje dostojanstvo s tem, ker se cele razgalimo pred ljudmi, ne. Da vse povemo, čisto vse v svoji intimi, brez zadržkov. In ne vem, meni se zdi tak narativ tako precej nevaren za žensko, no, ker izgublja dostojanstvo. Ali pa recimo Instagram, da se objavljaš, ko si v najbolj top izdanju, pač skrbi me tudi, recimo, jaz imam še malo hčerko, ampak ko dobi telefon v roke, pa pol začnejo pošiljati svoje fotografije. Kako naj ženska v tem svetu obdrži svoje dostojanstvo? Prva stvar s tem prekomernim deljenjem, a ne, se mi zdi, da je neka
torej sram. Jaz mislim, da je sram v redu, a ne da nas sram zaščiti tisto, kar more biti zaščiteno, a ne ta neka naša ranljiva področja. Sram se mi zdi, da je da nam ohranja dostojanstvo, a ne. Spet govorimo na nek zdrav način, a ne. To, kar pa jaz zdaj opažam, je pa samo na nek način ženske, ki so za moje pojme nekje mogle doživeti neko zlorabo, to zlorabo propagirajo, a ne, oziroma sadovi te zlorabe, ki se odražajo na tem oversharingu, torej enkrat jim je bilo krateno to njihovo dostojanstvo, one so to ponotranile in zdaj to namesto, da bi šle v proces ozdravljenja, a ne, da se nekako povrnejo to celostnost, grejo v to, da to normalizirajo, s tem pa, ko neko normalizacijo tega delajo, pa v bistvu tudi ustvarjajo neko okolje, a ne, neko kulturo, kjer to postaje normalno, a ne. In ko nekaj postaje normalno, se to začne še stopnjevati, s tem pa se mi zdi, da se en proces ozdravljenja za posamezno žensko odmika, ker sploh ne pomisli, to ni okej, a ne, jaz moram nekaj na tem narediti, namesto tega je pa v bistvu to sprejetje, to tako je, a ne, in ja, vse itak to počnejo, to tako doživljajo, zakaj bi jaz osebno nekaj na tem naredila, a ne. Ja, to je tako, Dostojevski je v Bratih Karamazovih, a ne, ta znana vrstica, vsak je odgovoren za vse, a ne. S tem, kaj mi rečemo, s tem, kakšno sporočilo dajemo naprej, ne, ti ne govoriš your truth, a ne. Ti s tem zelo močno vplivaš na kulturo, ki se okrog tebe gradi, ki se okrog tebe oblikuje, a ne. Moje besede imajo težo in zaradi tega je zelo pomembno, da jaz delam v najboljši veri za dobro drugih, a ne. Kaj je bistvo, da ti govoriš, ne vem, tako se mi zdi, da je treba res razmisliti o tem, kaj je sploh v nekem javnem prostoru izražamo, a ne. Kakšne posledice ima to lahko na širšo družbo in najbolj ranljive, torej mlade, a ne. Ja. Ja. Kako mladim povedati, kako jim dati protiutež, ne, da že mladi ne izgubijo tega občutka za dostojanstvo. Ne, ker itak so oni tudi bombardirani s pornografijo, mislim, že če pogledaš, ne vem, kakršnekoli spote, karkoli, v bistvu pol pa še poslušajo kaj takega, oziroma itak se vrtijo pol na rilsih, samo tisti ta najbolj taki udarni, ne, udarne besede in tako. Kako v bistvu dati mladim protiutež, a veš, kaj pa je to dostojanstvo, ker oni itak čutijo, da to najbrž ni v redu, pa jih je še sram, ampak bojo sčasoma tudi ta sram izgubili, ne. Jaz mislim, da se mlada generacija drugače obrača, a ne, da postajajo, da se vidijo sadovi te kulture, ki je v bistvu šla v totalen eksces, a ne, iz tega pomanjkanja dostojanstva, da se vidi, a ne. Tako da jaz imam ful upanje za mlade, jaz mislim, da bojo mladi obrnili, torej mlajša generacija, da bo obrnila kompas, a ne, spet. Tako da, kaj bi bila protiutež? Jaz jo vidim v teh, da se oblikujejo okolja, kjer je to zelo močno, a ne, neko to, da so načela jasna in konkretne in da se mladi, ki nekako živijo ali pa želijo ohraniti neko svoje dostojanstvo, integriteto,
da si želijo avtentičnega razvoja v celostno osebnost, neko zdravo osebnost, da se lahko povezujejo med sabo, da imajo lahko eno zaledje, a ne? Ker v bistvu noben sam nekaj ne zmore, a ne? Če nas je pa več, koliko lahko recimo ena oseba, ki se izpostavi, ki je privlačna, ki potegne, koliko več svobode lahko da še vsem, ki jo poslušajo, da lahko sami tudi mislijo recimo drugače, kot pa misli, a ne, cela družba. Kje je to vloga recimo zdaj starejših, če rečem, ne? A je naša vloga, da iščemo te mlade, da jim dajemo prostor, da jim ponujamo stvari, ali je naša vloga samo, da jih usmerjamo kam? Jaz mislim, da oboje. Povezujejo. Jaz mislim, da oboje. Torej, ta prva stvar je, da se ustvari nek prenos znanja, ki se pa zgodi v bistvu v neki navezanosti, ne? Torej, da imaš nekaj, kar pritegne, torej, ali omogočita, ne, da se povezujejo. Absolutno pa to takoj naslednja stvar, ne. Težko sami nagovarjamo, če nismo težko sami nagovarjamo. Najdete treba tiste, ki so, v angleščini je izraz thought leaders, a ne. Torej, prodorne mlade, ki pritegnejo, a ne. In imeti radar za te v teh našem okolju, da lahko se okrog njih oblikuje neka zdrava občestva, ne, zdrave skupnosti. Tako. In jih podpirati pri tem. Podpirati, da sami ustvarjajo stvari, vsebine, krožke, ne vem, ne. Torej jih čim bolj podpreti v tem, da so produktiven, ustvarjalen del družbe in da nagovarjajo druge mlade. Imeti v glavi to, da bom jaz nagovarjala njih, je nesmiselno, a ne. Ja, oni morajo to zares tako razumeti in potem se aktivirati naprej. Če se vrnemo malo nazaj na ženske, kje vidiš ti izzive žensk v sodobnem času? Tako se mi zdi, da je fragmentiran svet na toliko različnih pol, se mi zdi, da grejo iz ene skrajnosti v drugo. Iz totalnega, ne vem, a ne, kaj recimo socialni mediji, a ne, propagirajo naprej. Imaš na eni strani res totalen feminizem v tej smeri, da ženska nikogar ne potrebuje, v eni tej smeri enakosti enačenje z moškim. Glede na to, kaj vidimo, ne prav konkretno v diskurzu, ampak pol ti vrže drugo skrajnost, teh threadwives, ki so imaš zmeri hashtag spodaj narili, ki v lepih oblekcah tam delajo pašto, a ne. Ja, v bistvu pa ne rabiš biti nič od tega, a ne. Je pa v bistvu, če imaš neko rigidno sliko pred očmi, izgubljaš svojo osebno noto, a ne. In tako mi je zanimivo, ko glih ženske grejo iz ene skrajnosti, potem čisto drugo, a ne.
to ni to, a ne. To ni neka, neki izraz zdrave ženskosti, a ne. Problem se mi zdi, da je torej v tem, da ne vemo, kaj je ta pravi odgovor na vse bolečine sveta, ženskega sveta. In da potem nihamo iz ene skrajnosti v drugo, da nimamo skupnosti, ki bi nas podpirala, da nimamo na prvem mestu zdravih prijateljic ali pa, ja, takih odnosov in tudi, da ne znamo vstopati v zdrave odnose, z možem, mislim, oziroma s partnerji. Se lahko tle ustavimo, no? Absolutno. Glih, imam eno vprašanje, ne? Kaj ženski dajo res tiste prave prijateljice in pa kako prepoznati, da eno prijateljstvo za tebe ni dobro? Aha. Ker jaz imam pač izkušnjo, da so probale ženske z mano manipulirati, lahko bi rekla celo, da so me kaj zlorabile, ne? Svoje namene. In jaz se dejansko bojim prijateljstvo, sploh z ženskami. Jaz sem tudi odraščala bolj s fanti, jaz sem imela najboljšega prijatelja, to so čist jasne zadeve, ne? Pri moških si povemo, ali pa si ne povemo, pa smo skozi prijatelji, ne? Pri ženskah je pa to drugače, ne? In jaz vem, da imam ta manko, da nimam nekih res prijateljic, po drugi strani me je pa strah, ne, zaradi izkušenj, ki sem jih imela. Ja, to je, torej ženske so mojstrice odnosov. Če je med moškimi več fizičnega nasilja, je nasilje čisto enako prisotno med ženskami, ampak je ta v manipulaciji in se izraža v teh medsebojnih odnosih, a ne. Ja, in to je ena taka, se mi zdi, da je lahko boleča točka marsikatere ženske v smislu, da nimaš podporne skupine v tem, a ne, bi si jo lahko želela, ampak si ves čas nekako na preži, a je to res okej ali ne, a lahko, do koliko grem lahko v tem odnosu naprej z zaupanjem ali pa tako, a ne. Jaz na samo prijateljstvo nisem tista, ki bi zelo hitro rekla nekomu, da je prijatelj, a ne. Sem družabna, imam zelo veliko stikov, se z veliko ljudmi pogovarjam, a ne. Ampak, ko o kakšni ženski govorim, pa smo lahko v rednih stikih, pa kaj bi zanjo rekla, bi težko rekla, recimo, ja, to je pa moja prijateljica, a ne. Kako sem zdaj na tej točki, bi rekla, da res živim neko to izpolnjeno, prijateljstvo, a ne, da imam nek tak ženski krog, ampak to doživljam bolj na ravni, okej, one so mi podarjene kot sestre, a ne. In nekaj je kemija, ko ti en človek potegne, ko ti zavibrira, tukaj imamo, a ne, to ne smemo biti neki, a ne, čisto napoduhovljeni, a ne, vsak nam je dan, ja, lahko, ampak pač za samo prijateljstvo, je pa treba tudi v bistvu, se lahko čisto zanesemo na to, da nam nekdo more tako zavibati, a ne, da misliš, okej, midve bi pa lahko se družile in se imele skupaj fajn. Torej čisto tako se mi zdi, da moramo imeti neko intuicijo, a ne, a je en človek, a je prihodnost s tem človekom. Tako da jaz zelo rada spoznavam nove ljudi, in jaz že po prvem srečanju tako lahko malo začutim, a bi tukaj šlo, a je tukaj neka taka iskrenost, a ima ta odnos prihodnost, ali ne. Tako da, čista prva stvar je, če tista ženska
skozi govori o sebi, da jaz ne morem sploh se izraziti, da nisem nič slišana. To je to, a ne. Včasih si rečemo, ok, dober, mogoče je bila nervozna ali pa nekaj, a ne, vsi imamo slabe dneve. Ampak ni tako, da bi s prve rekla, ok, tukaj je prostor še zame, a ne. Če nekdo ves čas samo govori o sebi, o svojih problemih, da tebi sploh ne da priložnosti, da jo ti sploh ne zanimaš, to je kar, a ne, taka povedna stvar, ali kaj. Ja. Zdaj pa, kako pa, ne vem, naprej peljati, s tem, ko se odpiraš, ko si odprt za druge ljudi, jih pač sprejmeš nekako v svoj svet, a ne. In zelo veliko teh mojih prijateljic iz tega obdobja je bi tako rekla, iz tega zadnjih par let, da smo se zelo povezale. Torej, meni se ne zdi čisto noben problem, da nimaš prijateljice iz, ne vem, vrtca naprej. A ne, ljudje se spreminjamo, vsak ima svoje poti, včasih pridejo kakšne stvari, ker to čisto v enem miru lahko rečeš, ok, a ne, v redu je, pač vsaka gre svojo pot, cool je, nič ni narobe, če se enega prijatelja čisto preveč oklepaš, se mi zdi, da tudi to ne delaš v eni svobodni, ali pa v eni svobodi, a ne, ali pa tako z najboljšimi nameni, a ne, je neka, si ti tukaj noter, neka stiska pred osamljenostjo in tako, a ne. Čeprav je lahko, to je tako en break-up, ki je lahko boleče, a ne, ki ga moraš pol vseeno odžalovati, ampak ok, ja, a ne, prijatelji niso kam mož, a ne, ki moraš, a ne, ko se poročiš, je to, a ne. Moraš spucati, moraš vložiti ful energije. S prijatelji ni nujno zmeri tako, a ne. Zakaj ženske nucamo prijateljice? To še mi pove. Zakaj je pomembno, da imaš žensko družbo? A je čisto nujno, da imaš prav žensko družbo, ne vem, a ne. Jaz mislim, da je nujno, da imaš občestvo, ki je pač neko skupnost, ki ti je v zaledje, ki ti je podpora in suport, a ne. Pomembno mi je, da si z njimi lahko deliš vrednote, a ne. To, da imam jaz zdaj v tem zadnjem obdobju, a ne, prijateljice, kjer imamo lahko res tako, kjer smo lahko res iskrene v celem tem doživljanju, da imamo zelo veliko podobnih pogledov, da drugo, da imamo za drugo pred očmi njeno najboljše dobro. To je en tak blagoslov, a ne. To, da imaš lahko za tvojo sestro najboljše možno v svojem srcu, pa veš, da je enako tudi v drugo smer, mislim, meni to res tak blagoslov. Si rekla, ne, da si imela izkušnjo te manipulacije pa to. Jaz par let nazaj sem bila tako v enem takem odnosu, čisto samih tako, ne bi rekla, da je bila prijateljica ali pa karkoli. Ampak ne, kakšne take fore, če jaz takrat ne bi imela prijateljic, ki bi šla lahko podrobno čez situacijo, veš, take prijateljice, ki ne greš za gossip, a ne jim govoriti, veš, kaj je bilo. Ampak, ko sem jaz šla konkretno lahko, lej, to pa to se je zgodilo in pol to pa to, in je ona rekla, Agata, to je bolno, a ne. Pejt stran, a ne. Če jaz ne bi imela takih prijateljic, jaz ne bi toliko hitro vedela, kaj narediti, a ne. In to, da se lahko ti obkrožiš s takimi, ki jim lahko, zdajle pošljem voice, to pa to se je zgodilo, a ne. In da dobiš takoj en tak dober nasvet nazaj,
in da je to lahko več, mislim, saj tudi že to, recimo pred kratkim sem imela še eno izkušnjo, kako me je kar tako pretresla neka situacija, ki je bila v bistvu povezana z neko prijateljico, in da sem jaz lahko šla, da sem jaz to zgodbo lahko povedala drugi prijateljici v čisto meru, da bo ona to lahko shendlala tako, da se ne bo postavljala na nobeno stran, da bo lahko mi svetovala na način, ki bo najbolj koristen za obe. A ne? A ni to je tako taka res lepa izkušnja, no? Tako da zame so prijateljice tiste, ki jim lahko šeram sproti teh stvari, v katerih sem, da ko skupaj gledamo iste stvari, nas zanimajo iste stvari, si lahko pošiljamo navodila, kako se dela Ingorjevo pivo, ali pa se spremljamo iste podcastere in se pol o tem pogovarjamo. To je zame zelo pomemben del življenja. A ne? Ja, imam, potem, da imam prijateljice, s katerimi lahko skupaj ustvarjam. Zame je to noro, a ne? Da imam tako kreativne prijateljice, ki skupaj lahko se imamo fajn med tem, ko nekaj dobrega delamo. Super, jaz recimo tudi vidim, pa tudi če ne s prijateljicami, recimo, da sam da povem na glas, kakšno stvar že sama slišim rešitev, ne. Jaz moram povedati, no. Ja. In jaz večino stvari, jaz lažje kakšne te osebne stvari predebatiram s prijateljicami, kot pa z možem, a ne. Moj mož je tak straightforward, on se s tem, z enimi nijansami odnosa, njemu se pač, on tega ne vidi, se mu ne da ukvarjati, ne. Medtem, ko jaz pa zelo močno zaznavam ljudi, zelo močno vidim neke stvari, ki se tako med odnosi dogajajo. Kaj bom to njemu razlagala, kaj mu je španska vas, a ne. Ja. Tukaj smo v bistvu po mojem na tistem polju, ki si prej rekla, da se probamo ženske enačiti z moškimi, ne. Da pač sprejeti, da smo drugačne. In ne moramo me sebe pa svojega načina v moškega noter stlačiti in obratno, ne. Da mora pač moški nas stlačiti v svoj način, ne. Ja, in tudi ne smemo mož zaradi tega soditi, ne. To se mi zdi taka škoda, da tudi v bistvu se neko šejmanje dogaja, tako da moraš, da ni več recimo zgolj moških prostorov, a ne? Da nimajo moški svoje moške družbe, da zmeri mora ena ženska nekam zraven svetati, a ne? To je čisto druga dinamika, zakaj pa, a veš, tako se mi zdi, da je fajn ohranjati eno razmejitev pa svobodo tudi tako v tem doživljanju med spoloma, ne. Ja, pa tudi, da moški v resnici ne pričakuje oziroma ne obsoja ženske, da je drugačna, ne. Pa da je drugače razmišlja, ne. To se mi zdi, to itak polk v zakonu v odnosih, ne, teh partnerskih je to lahko dostikrat polje nekega konflikta, ne, kako ti zdaj mene ne razumeš, kako ti mene ne razumeš, s kom moraš zmeraj tako komplicirati, ali pa pač ti zakaj nikoli nič ne razumeš, ne, pa poslušaj me. In se mi zdi pač je res delo, ne, na enem in na drugem. To, da jaz sem ženska in tudi, če mi mož reče, ne vem, kvazi to kompliciraš, kvazi to, da mu vsem povem, glej, jaz sem ženska, jaz moram tako, ne. Ne, ti pa pač si moški, pa drugačne, da si pustimo ta prostor. Ne, je zelo smiseln, ne. Ja. Ko je se na tak način lahko se dopolnjuje. A ne, če smo si različni, se lahko dopolnjujemo, če bi vsi na enako, bi imeli isto slepo pego. Ja, in bi bili si samo lepi, ali pa si samo močni, ali karkoli. Še eno vprašanje takšno. Zakaj so ženske v današnjem času izčrpane in izpraznjene? Prav enkrat se je ena gospa obrnila na nas
je pač rekel, da jo moti, da mame toliko recimo jambrajo, joj, kako je pa meni težko, pa otroci, pa zdaj sem se mogla temu odpovedati, pa drugem, pa bi kar nekam otroke dajale, da imajo frej čas, pa tako, no. Zakaj? Ampak vse niso to samo mame, ne. So to tiste, ki so same. Zakaj smo ženske tako izčrpane, pa dejansko tudi izpraznjene? Zaradi tega, po mojem, ker nimamo pred očmi poslanstva. Ker naše poslanstvo, ker ne čutimo našega poslanstva, ker ga nimamo ovrednotenega, ker smo mogoče kupile lažno idejo, kaj bi mogel biti naš cilj, ker naše poslanstvo mogoče ne izvira iz tega, kdo res mi smo, S tem nočem namigovati na to, da tiste, ki je mama, ki je izčrpana in je težko, je nekaj naredila narobe ali pa ker pač ne doživlja materinstva v tistem trenutku kot neko poslanstvo, ki jo bi napolnjevalo. Sploh ne. To je dejansko lahko res posledica neke splošne izčrpanosti, tudi izčrpanosti samega odnosa, da nima neke podpore, zaledja, neka splošna izčrpanost, ki je lahko posledica stanja družbe, brez zaledja, da mama ostane sama, da mora skrbeti za celo gospodinjstvo. Si predstavljam, če ima recimo mož takrat v službi še toliko stvari, da je da je cel njegov svet v tistem obdobju prepleten samo s stvarmi v službi, je to izjemno težko breme, lahko, ki ga ženska pol more sama nositi, tako da situacije so izjemno lahko različne, ampak če so naši odnosi na prvem mestu z možem trdni, če je odnos povezanosti, a ne pretočen, pa zmoremo v bistvu lažje čez ene te stvari iti. Tako da, kaj mislim, da je lahko velik razlog te situacije, da predvsem odnosi, ki nas ne napolnjujejo, pa ne samo ne napolnjuje, to spet tako mogoče malo egoistično zveni, ena okolja, kjer bi bile res videne, kjer bi lahko bile sprejete in hkrati mi sprejemamo druge, kjer bi bile nošene in hkrati, ko smo mi močnejše, da lahko nosimo druge, valjda je ta glavna celica, družina. Torej, če odnos z možem ne štima, da nas je to tisto, kjer se pol začne, vse te stvari se začne pol kazati, eskalirajo, ta izčrpanost, to, da nisi videna in tako, je ta glavna stvar, tako. In velikrat odnosi so taki, torej, name se obrača zelo veliko žensk, ki me sprašujejo, moj mož pa, ne vem, vse je na meni, moj mož me sploh ne vidi in tako naprej. Če nimava tega, da sva midva najprej z vsemi temi, mislim, da sva midva celica, da sva midva ena enota, ki se skupaj bori proti svetu, je to res lahko, si šibkejši, je tudi ženska šibkejša. Če si samska, če nimaš nikogar, si mogoče zaradi tega lahko še bolj ranljiva, ker izzivi so v vsakem primeru. Tako da absolutno je nujno, da smo tudi v širšem kontekstu, da imamo neko občestvo, neko skupnost, ki smo lahko mi res mi, ki se lahko čutimo podprte pa ljubljene. To je ena velika... Malo perverzno v današnjem svetu, ki se damo na socialno mreže, samo zato, da smo videne.
Ker ni teh več medosebnih, Ja. tako ne. Ena velika samota pol izvira iz tega tudi. To, da daš svojo identiteto tam da jo vrednotiš torej na socialnih medijih dejansko lahko svojo vrednost vrednotiš s komentarji, z všečki. Ja, tako da Graditi skupnost. ja, graditi skupnost, a ne, to je taka, jaz mislim, da je največja bolečina našega sveta osamljenost. Pa si ti lahko, imaš lahko cel kup ljudi, s katerimi si povezan na socialnih omrežjih, ali tako, a ne, ali medosebno, ampak da so to, mislim, tako v resničnem življenju, ampak so to odnosi, ki ne napolnjujejo, ki so oportunistični in utilitaristični, torej, da drugega izrabljamo, a ne. Pa čeprav tega ne delamo mogoče za nalašč ali pa tako. Ampak torej, jaz tebe ne sprejemam tako, kot v resnici si, in jaz se ti tudi ne pokažem taka, kot v resnici sem, ker si pač ne upam. Ker sem ves čas na preži. Kaj je fora tazga odnosa, a ne? Tako da, ja. Mislim, da družba ne bo šla nazaj v razširjene družine, ne, kjer bi bilo več podpornega sistema. Zaradi tega je naša naloga, da si podporni sistem sestavljamo, a ne. In da smo na prvem mestu tudi mi tiste, ki gledamo, kako podpreti druge, a ne. Ne samo, kje ta podporni sistem iskati. Zdaj mi pa še povej, kako naj svoji hčerki pomagam rasti v žensko. Pa lahko sproti še malo povemo o tvoji knjigi. Ja. Najprej, da se ne zapremo v neke stereotipe. Da ohranimo enega svobodnega duha, da podpremo njen ženski duh, a ne. Tako da se najbrž je bilo že samega izrečenega do zdaj jasno, da neki stereotipi jaz jih nikoli ne vidim kot odgovor, a ne. Tudi v svoji ženskosti smo si izjemno različne. In se mi zdi pomembno, da ti zavohaš, kakšen tip ženskega duha tvoja hči ima, in da ti ona pokaže, na katerih mestih si želi biti podprta. Včasih si mame želimo na 1001 način vskočiti in pomagati in narediti to in jo peljati tja, in je tako, to ni pol ta prava pot, a ne. Tako da, jaz mislim, prvo kot prvo je zgled tisto, zgled ene utelešene pa mirne ženskosti v cikličnosti, v nosečnosti, materinstvu zelo velika, ne. Potem pa tudi, kaj pa dejansko nekaj v nekem dejanju ali pa nekaj, kar pa z njo lahko počneš, je pa to, da tudi zavestno daješ kakšna sporočila tudi že zdaj, mogoče predvsem zdaj, ko je majhna. Da ji daješ neko vrednost, ali pa orisuješ neko vrednost tega ženskega sveta, sploh v cikličnosti, da zapakiraš kakšna ta sporočila in jih daješ tako kot neke bombončke res občasno, a ne, takrat, ko je situacija primerna, a ne. Da ona začuti ženskost kot neko silo, ki lahko spreminja svet. To se mi zdi važno, da ima to v glavi, da je s tem dana zelo velika moč, a ne. Pol pa odvisno, ne, v
katero smer ta odnos nekako zaplava, ali pa tudi kakšni so njeni interesi. Meni so tukaj v knjigi se dotaknem tudi teh, recimo glih o cikličnosti, a ne, se mi zdi, da je tako, lahko včasih so sporočila taka čist biološka, a ne, ker si mama mogoče želi nekaj predati naprej, hkrati pa nima sama še ozaveščene te vrednosti, ali pa tudi ona nikoli ni zares tega, in to ni bilo nikoli njej na tak način predstavljeno, ali pa tega ni zares živela. In pa ne odgovori to na vprašanja neke dekliške duše, ne, ki išče. Ja, je to neka pot junaštva, se meni zdi, to odraščanje v žensko. Je neka res taka primitivnih ljudstev. Nikoli niso imele iniciacijskih obredov, zaradi tega, ker je že samo odraščanje lahko velika iniciacija z veliki izzivi in tako, a ne. Medtem ko pri moških je bil en ta obred iniciacije skoraj vse povsod, ker je bil torej je družbeno mogel nastati. Medtem ko pri ženski se to zgodi biološko. Malo poveš še več o tej knjigi, za koga je, komu jo priporočaš, ki jo lahko dobijo? Ja, knjiga je v bistvu nastala za najstnice in je napisana pokriva take te osnovne teme, se mi zdi, ker se vsaka najstnica z njimi sooča, torej, ne vem, cikličnost, prijateljce, tudi od ličil, oblačenja in tako naprej. Se mi zdi, da se zelo fajn tako dopolnjuje poglavje iz enih takih malo bolj poglobljenih, psiholoških do takih čisto uporabnih, ne vem, o britju, recimo. In so napisani v zgodbah, torej kot pogovori med eno najstnico Saro in sosedom, malo starejšo sosedo, ki se je preselila v bližino te Sare. In jo v bistvu ta soseda ji odgovarja na ta vprašanja, ja, je tako. A imaš kakšne odzive že na knjigo? Ja, zelo veliko. V bistvu jo kupujejo tudi odrasle ženske. Aha. In tudi pisala sem jo s tem mislim na tak način, da lahko nagovarja tudi odrasle, no. Tako da ene stvari, je sicer v tem formatu, da je najstnica tista, ki je nekako protagonistka tega dogajanja, ampak je pa marsikatera ženska mi je rekla, da je v bistvu knjiga ful dala njej, da se ji zdi, da ful veliko odzivov je bilo, da jim je zelo žal, da tega niso imele, ko so bile one najstnice in da so tako skozi to branje nekako se jim je malo njihova duša zacelila. Tako da ja, kupujejo tudi v bistvu mame, ki imajo še zelo majhne deklice in to se mi zdi super. Sploh, če najprej one preberejo. Ker se mi zdi, da so ful dobra izhodišča, a ne, kako res tudi s svojimi hčerami lahko postopaš v kakšnih teh vprašanjih. Načeloma so noter teme, ki bi lahko bile pač priročnik, ampak nobenemu se ne da priročnika brati, zato so zgodbe, ki res lahko nagovorijo, no, pa tako dajo idejo. Tako da nekako že 10-letnice jo berejo, pa tam srednja šola tudi, je tako nek target audience. Ampak tako, kot sem rekla, ne, omejitve navzgor pa pač ni.
To se pravi knjiga Samo za punce, Ja. tvoja knjiga, ki jo lahko kupimo. Lahko jo tudi pri meni naročite. Imam na Instagramu, v profilu se da najdete naročilnico, tako da jih imam možnost tudi, da napišem posvetilo, no, tako osebno. In to je eno tako lepo, res, mi kar malo nahrani dušo, no, ko to počnem. Ker se mi zdi, da res lahko prinese eno upanje, no, v življenje ene najstnice. Agata, hvala. Z veseljem. Daj povej še, kje, recimo, če katera ženska bi rada še kaj več zvedela o tem, kar si zdaj govorila, kje lahko te poišče. Instagram je nekako moj glavni kanal, tako da Instagram rumeno rdeca. Potem pa v bistvu tudi na spletni strani rumenordeca.com imam nekaj vsebin, kakšna predavanja za ženske, kakšne tečaje. Tako da to je pa to. Agata, še enkrat hvala. Hvala za povabilo. Malenkost.